Pozdravljeni vrtičkarji, današnji nasvet je namenjen preganjanju mravelj iz vrtov in pa bivalnih prostorov. Mravlje v vrtu niso škodljive, vkolikor si ne zgradijo večjih mravljišč. Mravljišča motijo rastline v rasti, ker pod mravljišči nastajajo večji zračni prostori, zato rastline slabijo v rasti ali celo prenehajo z rastjo. Mravlje v vrtu najlažje preženemo kar s tem, da potresemo cimet v prahu in pa rastline, kot so meta, sivka in pelin. Te rastline imajo močan vonj, kar mravljam ne godi. Najlažje pa seveda mravlje kar izkopljemo, se pravi, da izkopljemo celotno mravljišče skupaj z jajčeci in pa matico in ga prenesemo v dele izven vrta, kjer ne bodo moteče. No, povsem drugače pa je z mravljami v naših bivalnih prostorih, kjer si z njimi gotovo ne želimo sobivanja. Kot prvi ukrep naj omenim ta, da v hišah ali pač v stanovanjih zatesnimo vse morebitne špranje, ki jih lahko najdemo. Ker pa vseh špranj seveda ne bomo našli, si bodo mravlje zgradile svoje kolonije tudi znotraj bivalnih prostorov. V tem primeru pa se najbolj obnesejo vabe za mravlje, ki jih postavimo na poti, kjer se mravlje sprehajajo ali pa v bližini njihovih gnezd. No, vabe za mravlje pripravimo tako, da v priloženo plastenko nalijemo v vsak prekat tekočino do vrha, pokrijemo s pokrovčkom in nastavimo tam, kjer se mravlje sprehajajo, tam, kjer imajo svoje poti ali v bližino njihovih bivališč. Najbolje je, da vabe pripravimo kar na mesto, kjer jih bomo potem takoj postavili. Pazimo, da vab ne postavljamo na sonce, v tem primeru se bo vaba obarvala modro. Pazimo tudi, da dež ne bo spiral vsebine v okolje. Pri delu z biocidi vedno upoštevamo opozorilne ter varnostne stavke, delamo v rokavicah in preprečimo stik s kožo, vdihavanjem in zaužitjem. Po tednu do 2 bodo mravlje delavke vsebino odnesle v svoja mravljišča in tako uničila celotno populacijo. Če so gnezda večja, moramo uporabiti najmanj 2 vabi in tako se bomo učinkovito znebili mravelj v naših bivalnih prostorih. Za učinkovito varstvo pred listnimi ušmi, pršicami ter drugimi nadlogami uporabimo pripravek na osnovi piretrinov in navadne ogrščice. S tem pripravkom škropimo v večernih urah, da ne motimo opraševalcev in pa da preprečimo poškodbe na listih zaradi sonca. Prav tako pri rokovanju z pripravkom nosimo dolge rokave, dolge hlače in pa rokavice. Vkolikor škropimo rastline, ki so višje od nas, preprečimo tudi vdihavanje in pa stik z očmi, zato nosimo tudi zaščitna očala in pa zaščitno masko. Škropljenje ponovimo v roku tedna do 10 dni, le tako bomo učinkovito prekinili razvojni krog škodljivcev. Moje ime je Brezovec Primož, želim vam čim manj težav z boleznimi in škodljivci. Veseli me, da letos vrtnarimo skupaj.